Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Bivšemu predsedniku republike Pahorju na polno dogaja. Trenutno se mudi na Kitajskem, kjer je gost enega njihovih tajkunov, naokrog pa ga prevažajo, ne boste verjeli, kar z Rolls-Roycem. Ko bo tole videla Robijeva Tina, bo hudič. Sedaj pa se lotimo 21. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali vojna proti zdravnikom, kaj želi vlada z njo doseči. Vladna gonja proti zdravnikom se nadaljuje z nezmanjšano silo. Kaj želi vlada z njo doseči in kaj bi v resnici morala storiti na področju zdravstva, nam bosta povedala naša posebna gosta. Predstavnik mladih zdravnikov, onkolog in strokovnjak za prehrano Luka Puzigača in pa dr. Andrej Vizjak, poslovnež in biznis guru. Luka, Andrej, dobrodošla v Faktorju. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Luka, najprej vprašanje zate, kako se danes počuti mlad zdravnik v Sloveniji? Hvala prvo za vabilo v tole oddajo. Kot zdravnik pa moram povedati pravzaprav, da se trenutno v tej klimi v Sloveniji v sklopu te gonje proti zdravnikov, ki jo imamo zaradi ne vem zakaj, ne počutim prav dobro. Deležni smo pravzaprav totalne medijske vojne. Namen te vojne pa mi žal ni znan. Uvaja se zelo represivna zakonodaja, uvajajo se različni normativi, različne pravzaprav ideološko pognani težave, pravzaprav, ki jih bomo potem mladi zdravniki nekako zaradi njih najbolj trpeli. Težko je pravzaprav povedati, ali je smiselno sploh nekako nadaljevati kariero v tako negativnem okolju, kot ga trenutno razvijamo. Ja, zdaj to gotovo ne vpliva pozitivno na vašo motivacijo, ne? Nikakor. Ja. Zdaj, Andrej, Luka gleda to seveda pač iz svojega zornega kota, tako rekoč od znotraj in od zunaj hkrati, ne? Ampak ti imaš pa čist nek svojstven pogled od zunaj na celotno zadevo. Torej, jaz nisem zdravnik, tudi nisem politik, tako da sem svetovalec, Nihče ni popoln, Andrej. Ki vidi v bistvu, kaj se dogaja. Večino časa sem v tujini, tako da bi rekel, lahko primerjam Slovenijo z drugimi sistemi in zdravstvo je ostalo nerešen problem zdaj katerekoli vlade. To je standardni problem, s katerim se soočamo. Za mene je to ogromen projekt. Tukaj govorimo o 6 milijard evrov rednih letnih stroškov za zdravstvo, plus investicije, plus še dodatne indirektne stroške. To je velik projekt, ki se z njimi soočam po svetu in iz tega vidika me zanima. Zdaj, Luka, ti si onkolog, specialist, radiolog, čeprav vem, ne? Ne. Jaz sem specializant onkologije za radioterapijo. Pripravljam se še na izpit. Kaj to pomeni? Kaj boš potem, ko boš prepričani smo uspešno naredil ta izpit oziroma končal specializacijo? Moja stroka je eden izmed 4 temeljev onkologije. Mi z pomočjo najsodobnejše tehnologije in znanja fizike, radiobiologije in ogromno enega kliničnega onkološkega znanja pravzaprav uporabljamo različne žarke, da elegantno znotraj človeka, znotraj bolnika, bolnega z rakom, uničimo lokalno ta rak. Imamo ogromno te tehnologije, ki je na voljo, ki je sedaj zelo elegantna in moram pač povedati, da smo pravzaprav pri teh naših zdravljenjih z leti in z razvojem vse bolj in bolj uspešni. To je izjemno draga medicina. Tega se noben privatnik pravzaprav v Sloveniji ne more lotiti. Ne samo zaradi zakonodaje, ki je takšna kot je, ampak zato, ker ta zadeva je ekstremno draga. V bistvu je zdaj stvar takšna, da mi smo ena izmed teh redkih strok, ki ne moremo pravzaprav delati privat. In prav je tako.
za to specifično zdravstvo, kot je onkologija, to je pač potrebno dati veliko resursov, da bi se takega človeka, takega bolnika pravzaprav spravilo nekako na zeleno vejo. To je najhujši boj, ki ga človek lahko ima v svojem življenju in prav je, da se mu v takem boju pomaga, tako kot sodobna medicina najbolj zna. Ja. Mi je prišepnil Andrej predodajo, da si pa hkrati tudi strokovnjak za prehrano. Luka, imaš zelo širok diapazon zanimanj, ne? Prehrana pa je tudi eno izmed ekstremno močnih orodij, ki jih imamo na razpolago, ne samo pri zdravljenju raka, tudi pri zdravljenju marsikatere druge bolezni, ampak osebno sem v bistvu ugotovil, pravzaprav, kolikšna je ta moč prehrane pri zdravljenju raka. Umetnost hranjenja zelo bolnega človeka nam omogoča, da pravzaprav pri takem človeku lahko damo več terapije, da lahko to terapijo lahko peljemo dlje, da ta človek to terapijo lažje prenaša, da omogočimo temu človeku, da boljše živi tudi ob tem, ko prenaša to terapijo in na ta račun, da je on bil med tem zdravljenjem boljši, da je pač v bistvu prenesel več terapije, na ta račun jaz mislim, da si lahko tudi obetamo, da bo ta človek v bistvu imel boljše rezultate. In mislim, da ima neverjetno moč v sinergiji z onkologijo. Mogoče, Aljoša, še z moje strani, zakaj sem mislil, da je za prvo oddajo na to temo, ker planiramo več oddaj, Luka primeren, ker enostavno je on ena tistih ciljnih skupin v javnem zdravstvu, ki bo sigurno doživela spremembe zdaj s tem novim zakonom, čeprav v bistvu problem, ki ga ta zakon naj bi reševal, sploh ni njegov. Torej, on si je že našel s svojim veleumom dodatni zaslužek, ki ga tudi novi zakon ne bo omejeval. Torej, Luka ima v bistvu glavni njegov vir dohodka za življenje je informatika, dela za francosko podjetje, ki mu daje toliko svobode, da se lahko gre hobi zdravstva v Sloveniji, kot bi rekel, dodaten poklic. Pa mogoče, Luka, da nam tukaj razložiš ta tvoj aranžma. Ja, tako je. V Sloveniji smo pravzaprav kar lep čas imeli zelo razumno zastavljeno zakonodajo na področju popoldanskega SP-ja in pravzaprav ta moj popoldanski SP je nekaj, kar je bil moj srednješolski hobi. Mi ga omogočujo, da ga pravzaprav razvijem v vir dohodka zame in za mojo družino. Pa kljub temu ne bom povedal, da je to v bistvu vse, ker nekako ima meni medicina tudi neverjetno zanimiva. Zato sem pravzaprav sedensko šel v to, da razvijem ne eno, ampak nekako dve stroki, ki sta ene drugi komplementarni. Ampak še vedno pa tu želim povedati, da zdravniške plače sploh niso tako mogočne, kot bi jih mogoče slišali iz medijev. Recimo, moja plača zdravnika specializanta s PPD-jem 1, to je v bistvu ta dodatek za zahtevnost, je 52. plačni razred, to pravzaprav lahko vsak pogleda. Moja bruto plača je okoli 3500 evrov, to pa je seveda toliko manjši. Moja žena ni zaposlena in za to eno plačo je v Ljubljani težko živeti. Iz tega vidika jaz ne morem pustiti svojega SP-ja. To je tudi nekaj, v čemer uživam. To je tudi eno delo umetniško, katero me na nek način osvobaja. Ampak po drugi strani, zdaj so v sklopu te zakonodaje, kar se tiče zdravstva, uvedli tudi veliko zakonodaje, ki onemogoča SP-je. In to je tudi ena izmed težav, ki so mogoče tam nekako za mene najbolj specifična, ampak žuli pa veliko ljudi v tej državi. Pričemer, Luka, niti ne želiš, niti tudi, če bi hotel, ne moreš delati zasebno v svoji stroki, ker kot si prej povedal, to ni te vrste zdravniška stroka, ki bi bila zanimiva za neke zasebni trg. Tu bi še enkrat poudaril, da to niti ni prav, da je ta zadeva zasebna. Tu rabimo gigantsko količino resursov, rabimo najboljše znanje, najboljšo stroko. Moramo to stroko nekako gojiti, spodbujati k temu, da se ta zadeva razvija. Noro je dinamična. Tisto, kar je veljalo 3 leta nazaj, je danes lahko v celoti drugače, pa še in še nove stvari prihajajo. In ni ga takega privatnika, ki bi se lahko to privoščil. Mogoče za javnost številke, ki niso tako transparentne, sve skupaj z Lukom pripravljali za to oddajo. Mi imamo okoli 7300 zdravnikov v Sloveniji
200 od teh nima koncesije, je popolnih privatnikov. Pa imamo pa še eno skupino, okoli 1200 zdravnikov, ki so v službi sicer v javnem sektorju, ampak imajo koncesijo in lahko delajo še to popoldansko obrt. In s tem novim zakonom, ki se zdaj pripravlja, v bistvu to skupino, kar je 1200-1300 zdravnikov, bomo zelo omejili, ker če ne smejo imeti SP-ja, če imajo štete ure in tako naprej, jim bo ta vir dohodka padel. Zdaj pa imamo v Sloveniji zelo visoko kvaliteto ljudi in že aktualne ankete kaže, nekdo, ki v Sloveniji diplomira medicino, 25% že razmišlja o tem, da bi šla v tujino delati. In tudi za ljudi kot je Luka je to enostavno. To podjetje, za katerega dela informatiko, je v Franciji, torej ni vezano na slovenske zakone in če je to 80% njegovega vira dohodka, bo seveda se temu primerno prilagodil. In ostali del pač bo Slovenija izgubila enega specialista na področju, ki je sigurno pomembno. Tako da jaz mislim, da je potrebno celovitejše gledati na cel ta problem nove zakonodaje, ne pa samo, bi rekel, omejevati tiste zobozdravnike, ki si pač dovolijo s predolgimi čakalnimi vrstami, da pač dobijo popoldne te iste stranke k sebi. Torej, mi en problem rešujemo, nismo pa dovolj odprti, katere nove probleme bomo s tem povzročili. Ja, absolutno. Najprej sem se ustrašil, Andrej, da ga boš odpeljal v Dubaj, ker, ko je rekel Luka, to se mora javno zdravstvo s tem ukvarjati, se strinjam, ampak fajn je, če se v Sloveniji, da nam naši najboljši strokovnjaki bežijo v tujino. No, zdaj smo slišali, da mogoče bo šel v Francijo, ampak predno gre, si vzamemo krajši premor. Nam gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj počne vlada na področju zdravstva in kaj bi v resnici morala početi. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, mladi zdravnik Luka Puzigača in pa poslovnež ter poslovni svetovalec dr. Andrej Vizjak. Pogovarjamo pa se o tem, kaj počne vlada na področju zdravstva in kaj bi v resnici morala početi. Andrej, ti si med drugim strokovnjak za optimizacijo velikih poslovnih sistemov in javno zdravstvo v Sloveniji je eden največjih poslovnih sistemov. Že če pogledamo Univerzitetni klinični center Ljubljana z okrog 8000 zaposlenimi, ena največjih, če ne celo največja javna inštitucija pri nas. Kako ti z svojega strokovnega vidika vidiš naš zdravstveni sistem? Torej, v prvi liniji ga bi rad kvantificiral. Torej, projekt obnove zdravstvenega sistema Slovenije je za moje pojme vreden vsaj milijardo dodatnih prihrankov oziroma dvigov produktivnosti. Kako pridemo do te številke? Če je letni budžet Slovenije okoli 6 milijard, 10 do 20% ponavadi, če se sistematično loti z vsemi vidiki enega problema, boš to rešil. Lahko tudi dam to na primer UKC. Če imamo mi tam 8000 zaposlenih in če bi lahko njihovo produktivnost za 20% dvignili, bi lahko v bistvu 1600 dodatnih delovnih mest ustvarili z istimi ljudmi in s tem bi rekel, en velik problem slovenskega zdravstva, to so te dolge čakalne dobe, bi bil lažje rešil, brez dodatnih nekih, bi rekel, investicij v nova delovna mesta, bi lahko te ljudje, če so navajeni malo drugače delati z novimi delovnimi procesi, tudi mogoče drugačno motivacijo, to ustvarili. Zdaj pa ta novela zakona govori bolj o sankcijah, manj o nekih, bi rekel, incentives. Sankcije so, da v bistvu ta kreativni del, ki so ga popoldne delali, ne bojo več smeli delati, torej lahko pač do 8 ur dodatnega dela naredijo, dodatnega plačila po urni postavki ne bo. In na tak način neke hude stimulacije za te, ki so bili danes že v javnem sektorju zaposlenih, ni. Po drugi strani se bo pa tiste koncesionarje omejilo, ki so po številu obiskov na dan in po podobnih kriterijih
bili že itak motivirani hitreje delati in s tem dokazovali, da se da več narediti z istim delovnim časom. In je vprašanje, kaj bo z njimi. Mogoče se bojo potem tudi oni vrnili v tisto, bi rekel, izhodišče manjše produktivnosti oziroma bojo iskali pot v tujino, tako kot smo rekli za Lukata. En drugi del pa ta zakon sploh ne obravnava. Prvotno se je delovna skupina različnih zdravnikov tudi obrnila na stroške nakupa, stroške nabave vseh teh, bi rekel, materialov in govorilo se takrat o nekih korupcijah in stvareh, ki se danes od njih ne govori več. Ampak na nabavni strani, to sem pa osebno bil vključen v projekt optimirane nabavne javne nabave v Avstriji, je tudi možno določenih 10% prihrankov narediti. Tako da ne samo dvig produktivnosti dela, tudi bi rekel, kar se tiče nabavne strani, ki v zdravstvu je zelo velika. Tudi tu se da s sistematičnim delom z novimi informacijskimi sistemi še dodatne prihranke dobiti. In tako lahko ne samo NUKC s svojimi 8000 ljudmi, ampak bi rekel, cel zdravstveni sistem profitira. In če je, bi rekel, ta side effect še, da ne bo več čakalnih vrst in teh dolgih čakalnih dob, bomo, bi rekel, vsi od tega nekaj imeli. Andrej, predno nam malo bolj podrobno razložili, kako ste se tega lotili v Avstriji, namreč zniževanje nabavnih cen, bi vprašal Luka, je Andrej prevelik optimist, ko pravi 20% je sigurno še rezerve v sistemu na večji produktivnosti in tako naprej? Zdaj, to je v bistvu nekako težava. Organizacija in nekako menedžment, upravljanje pravzaprav na zdravstvu na tem srednjem nivoju, da se tu izrazim, tu je pravzaprav imamo veliko enih težav, ki so lahko, da rečem, težava, kar se tiče tega. Ne bi pa se strinjal pravzaprav, da so vzrok za čakalne dobe to, da ni rezerv v zdravstvu. Pravzaprav nekako fenomen čakalnih dob nastane predvsem in samo zato, ker pravzaprav za ZZZS to, kar mi nekako dojemamo kot zavarovalnica, pa pravzaprav zavarovalnica ni, to je bolj kot ne zavod, a ne? Ker pač oni se enkrat na leto zmenijo, koliko ljudi sme zboleti za določenim stanjem in se odločijo, da bodo toliko in toliko za to plačali. Tako da, preden bomo dejansko šli iskat pravzaprav te neke rezerve v produktivnosti, ker mi smo še vedno, da rečem, kljub temu, vsaj tisto, kar smo jaz pričal, nekako funkcioniramo, imamo zelo učinkovite sisteme, a ne? Ampak je težava samo v tem, da ti sistemi niso plačani oziroma da niso zadosti dobro plačani. Onkologija je eden izmed največjih blagoslovov, ki jih imamo tu v Sloveniji, da je v celoti pravzaprav pokrita iz tega ZZZS-ja. To je odlično. Težava nastane drugod, težava nastane na primarnem nivoju, na sekundarnem nivoju, pri določenih terciarnih storitvah. In tu so pravzaprav nekako te cene, kar se tiče ki jih ZZZS ponuja za neko storitev, pravzaprav glavno in edino gonilo razvoja pri privatnih oziroma drugih ustanov, ki bi pravzaprav te storitve izvajali. Recimo magneti in CT-ji so bili razmeroma dobro plačani. Ne smemo se zdaj čuditi, zakaj imamo pravzaprav toliko dobre in mogočne privatne sisteme oziroma in ustanove, kjer lahko izvajamo te storitve. No, ampak jaz bi začel, Luka, že s tabo. Če bi sistem v Sloveniji tebe motiviral, da bi vsaj polovica časa, ki jo nameniš za software, razvoj za francosko firmo, vložil v naš zdravstveni sistem in tvoje, bi rekel, delo kot zdravnik, bi naš zdravstveni sistem od tebe več imel. In tako imamo različne ciljne skupine, ki se jih da na nek način stimulirati in organizirati, da so motivirane na tak način. Kaj se pa trenutno išče, je pa bolj palica, kako bi se po teh ljudeh teplo, da se bi fokusirali na svoje delo. In to pri kreativnih poklicih, kot je to sigurno medicina, ta palica ne bo funkcionirala. Zaradi tega, ker obstaja svetovni trg in če si omenil, Aljuš, prej Dubaj, torej ogromno iz naše regije, ne samo Slovencev, tudi Bosancev, Srbov, zdravnikov je tam zelo, zelo dobro plačanih in zelo, zelo efektivnih, tako da zelo hitro najde dober zdravnik nekje na svetu delovno mesto, ki mu bo omogočilo to, kar mu Slovenija ne.
Odlično si omenil pravzaprav tole korenček in palico. Kar se tiče korenčka, tudi ta nov zakon omenja neki teoretično hipotetični korenček, ki je sicer v bistvu tako malo čudno zasnovan. Namreč tu se tudi ponuja zdravnikom, ki bodo delali čez te meje in normative, ki so pravzaprav določeni, da bodo dobili določen procent plačila iz teh vseh obravnav, ki bodo nad tem. Je pa samo v bistvu vprašanje, ko se človek pravzaprav pozanima, koliko pa je to plačilo. Če mi pogledamo, da je pravzaprav specialistična terciarna obravnava pač v različnih terciarnih strokah plačana nekaj smešnega tipa 15 €. Iz tega naslova je treba ne samo plačati zdravnika, ampak je treba plačati sestro, administratorke, vse tiste, ki tipkajo, vse tiste, ki čistijo, najem tega prostora, vse se to mora nekako pač iz teh 15 € pravzaprav pokriti. Lahko si potem predstavljamo, da pravzaprav tole nagrajevanje za preseganje normativov je precej nizko zastavljeno. Osebno ne vem, kdo se bo tega šel. Ja, Andrej, vseeno bi te prosil, če nam poveš, ker se mi zdi to zanimivo, ker je sosedna država Avstrija, v marsičem bi se radi zgledovali po njej, kako ste se tam lotili pač zniževanja stroškov nabave, oziroma kako so oni prišli do tebe, zakaj so recimo oni tebe vključili pri nas, čeprav vem, še nismo prišli na to idejo, da bi te recimo vključili v kakšen tak tim. Ne, ideja je že bila večkrat, ampak potem končne volje ni bilo, da bi se ta ideja realizirala. Avstrijci so to gledali bolj ekonomsko in so rekli, ok, če to funkcionira kot metodika pri velikih korporacijah, zakaj ne bi tudi v javnem proračunu. Gre za nek sistem sistematične nabave, za sistem, bi rekel, ko ni toliko interesnih skupin, ki lahko vpliva na odločitve, ko so neka pravila, da se, bi rekel, specifikacije pripravljajo na način, da je objektiven in da ne favorizira določenih ponudnikov in da potem na koncu ostane short lista 3-4, ki so res izmenljivi in se lahko dosega neka tržna cena. Gre bolj za organizacijski pristop, kako se to sistemsko podpre, kako se to organizacijsko podpre in predvsem, da je volja, da se te prihranke zares realizira na nivoju proračuna oziroma skupnega sistema, ker je preveč samostojnih in individualnih interesov pri vsej tej igri, ki seveda nimajo interesa, da bi se po tržnih cenah kupovalo. Ja. Luka, prej si omenil, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ko že govorimo o nabavah medicinske opreme, dobavitelji imajo veliko besedo znotraj ZZZS. Imamo nekako dve zanimive stvari, kar se tiče tega. Zavod kot ena taka velika, močna ustanova, kot neki taki single buyer, edini kupec, pravzaprav dela super in zanimive stvari, kar se tiče recimo nabave ene take drage zadeve, ki jo mi pravzaprav v zdravstvu ful koristimo, to so zdravila. Tu smo pravzaprav na ta način dosegli, da se dejansko lahko pravzaprav pogajamo za cene zdravil in da pravzaprav mi te cene dobimo po zelo dobri ceni. Najbrž ste vsi slišali za sedaj čudežno zdravilo, pa da ne bom povedal pravzaprav imena, bomo pač v bistvu po farmacevtski učinkovini šli. Semaglutid, ki ga pa pravzaprav uporabljajo marsikdo za zdravljenje debelosti in drugih stanj, to je pravzaprav zelo učinkovita terapija za zdravljenje sladkorne bolezni. Ta zadeva je pač po tržnih kriterijih v ZDA za eno tako ta brizgalnik, ki vsebuje 4 odmerke, tam so tržne cene tega, ki jih pravzaprav ameriški bolniki morajo doplačati, nekje reda velikosti okoli $400. V Sloveniji, če bi človek to želel kupiti, samo na račun tega, da pač imamo single buyer sistem, kjer se lahko pač pogajamo za ceno zdravil, stane malo več kot 60 €, če se ne motim. Ogromne so prednosti v tem in ta zadeva pri tem funkcionira. Kje pa ne funkcionira? No, mogoče, Luka, da te tle ostavim, te cene, ki primerjaš do potrošnika, ni rečen, da zdravstveni sistem res potrošniku omogoči. Zdaj v Arabiji je ta cena veliko višja kot v Sloveniji, ni pa rečeno, da je nabavna cena
tako, bi rekel, visoka. Tako da jaz govorim o nabavnih cenah in res o tem, kako v sistem pridejo zdravila, kako se potem po kakšnih cenah to naprej fakturira in kako bolj preko zavarovalnice se to potem obravnava, je druga zgodba. Jaz govorim o cashu, ki ga more, bi rekel, ena država za določene dobavitelje, ponudnike plačati. In tukaj veljajo isti zakoni kot prisot pri ekonomiji, standardizacija, pomoč pri izbiri, da ni, bi rekel, favoriziran en dobavitelj in pač objektivnost. Objektivnost, da na koncu ne gre, bi rekel, odločitev v korist nekoga, ampak da gre, bi rekel, v nek državni budžet ali pa javni budžet, ki potem to naprej razporeja. Tako da, bi rekel, dve stvari jaz te ločem. Eno je skrb za potrošnika, drugo je pa res ekonomska računica, kako se upravlja z 6 milijardami evrov na ravni Slovenije. In tle je mogoče en primer dober, da je tudi projekt, ki smo ga skupaj naredili v Savdski Arabiji. Savdska Arabija se šla reformo zdravstvenega sistema in je želela best practice različnih drugih sistemov v detajlu. To pomeni, preden so se odločili za kakršnokoli reformo, organizacijo, so hoteli v detajlu spoznati za različna področja zdravstva, kako zavarovalnice delujejo drugje, kako, bi rekel, te procesi delujejo drugje in potem na osnovi nekih takih analiz se je iskal konsens med različnimi stakeholderji. In to pa se v Sloveniji manj dogaja. Tukaj so neke javne debate, vsak je pameten, na koncu zdravnike nobeden ne vpraša, ker se vsi jezijo, da je zdaj vojna proti zdravnikom, ampak je treba njih kot stakeholderje tudi vključiti in reči, ok, kaj bi pa vi radi od te reforme, kako se boste pa vi boljš počutili, kako bo več od vas. Ker pri tako velikem budžetu 6 milijard grem staviti, da ne bo treba našim zdravnikom v bodočnosti še zraven poklica informatike, da bi lahko dostojno živeli. Ok. Lukas, si hotel prej povedati, če verjetno, kje pa so težave pri ZZZS-ju? Vsaj, težave so nekako zaradi tega, pravzaprav, kar bo ZZZS plačal, to bomo dobili. Težav za realizacijo programov, ki jih ZZZS razpiše, dejansko ni. Pravzaprav v bistvu vsi ti programi, ki jih oni razpišejo, so izpolnjeni v vseh vejah. Težava nastane v tem, da jih ne razpišejo zadosti in pravzaprav to je nekako glavno gonilo rušenja tega sistema je to, da nastajajo čakalne dobe. Pač, če ti dejansko vidiš, da so potrebe in da so te potrebe centralno plansko nekako nezadosti ovrednotene oziroma premalo, da jih je narejeno, pač čakalne dobe so očitna posledica. In nismo zdravniki krivi za čakalne dobe. Zdravniki trpimo skupaj z bolnikom. Mi ga razumemo, da nastaja jeza, da nastaja pravzaprav neka žalost, da sistem, v katerega on vplača toliko denarja, da za njega ne funkcionira takrat, ko ga najbolj potrebuje. Nismo zdravniki krivi za to. Potrebujemo bolj fleksibilen sistem, kjer bi pač povečali dostopnost do storitev. Evo, Andrej, bolj fleksibilen sistem, kjer bi povečali dostopnost do storitev. Pravi Luka, zavod razpiše premalo programov in zato nastajajo čakalne vrste, ampak da bi zavod razpisal več programov, bi verjetno rabo tudi več sredstev. Zdaj, kako do tega priti? Torej, mi kot ekonomisti smo imeli predmet državnega planiranja. 5letke ruske so bile negativni primer, torej plana, ki neko področje kompletno definira ni. Po drugi strani pa se na tržni sistem, tako kot se je v preteklosti delali, od teh 6 milijard je 13% iz žepa potrošnikov, torej nekdo, ki noče 8 mesecev čakati na novi kolk ali pa na novi meniskovsko koleno, si ga posam plača, za 3-4 tisoč evrov ga dobi. Vsak si to ne more privoščiti in potem pridemo tle v nek začaran krog. Tako da nekaj vmes je treba najti, ampak kot pri vseh drugih velikih projektih prestrukturiranja, ta vmes ne more nekdo predpisati, ker bo vedno v prid neke bi rekel, skupine stakeholderjev, torej deležnikov govoril. Tako da jaz mislim, da se da rešiti ta problem, v katerem smo zdaj in predvsem, če ta zakon zdaj ne bo šel takoj skozi, s tem, da se bolj postopno deluje, da se reče, ok, dajmo eno fazo analize, eno področje rešiti, imeti deležnike iz različnih skupin, političnih skupin, ciljnih skupin zdravnikov, vključiti tudi privatnike, torej ne samo, bi rekel, velike javne zavode
in na nek način v politiki malih korakov dosegati male cilje. Torej, enega velikega cilja z enim novim zakonom noben ne bo dosegel, ampak lahko pa stotine malih korakov naredimo in bo s tem tudi medijski svet zgodbo podprl. Ker medijski svet išče že dolga leta uspehe ali pa išče neuspehe. In če se začenjamo z manjšimi koraki, bi lahko na različnih področjih tudi uspehe za medije imeli, kar bi zelo dobro multipliciralo kompletno klimo za vse te reforme in s tem tudi dosegli en cilj, ki ga že dolgo lovimo. Ja. Luka, zdaj, če bi se jutri zgodil čudež in bi dobili oblast, ki bi dejansko vprašala vas zdravnike, kje se lotiti problema, kaj bi jim ti svetoval, kje začeti? Zdravniki zelo pridno filamo predale na Ministrstvu za zdravje že desetletja. Konstantno nekaj pišemo, nekaj predlagamo, nekaj analiziramo, ponujamo pogovore, ponujamo razgovore, ponujamo terapijo, vse živo ponujamo, se nas pa ne sliši. Tu je pravzaprav velika težava. Enostavno vidimo, da nimamo sogovornika, s katerim bi dejansko lahko to zadevo začeli reševati. Vse se da rešiti, samo vprašanje pač kako, a ne? Težavo imamo pravzaprav v tem, da vlada ni resen sogovornik. Namreč, če bi zdaj šli vprašati zdravniški sindikat Fides, zakaj so oni tako jezni na vlado? Vlada je namreč z njimi podpisala sporazume, kjer se ona zaveže, da bo začela pravzaprav pogajanja z Fidesom, a ne? Okoli tega plačnega sistema. In oni so pravzaprav svoj podpis, kar so se zavezali, ignorirajo. Tu nastaja jeza, strani morajo slišati drug drugo. Kome takrat se pravzaprav sistem lahko začne reševati. Pol pa lahko dejansko gradimo ta sistem navzgor. Zdaj, Andrej, ta, bi rekel, neka skupna izjava predstavnikov zdravnikov, glavni problemi slovenskega zdravstva, ima že kar dolgo brado, tam okrog 5 let je stara. Zanimivo je, da med podpisniki te izjave je tudi dr. Erik Brecelj, ki je zdaj predsednik strateškega sveta, predsednika vlade za zdravstvo. Zdaj, če ga poslušamo, zdaj gospoda Breclja bistveno drugače govori, kot pa je govoril takrat z drugimi zdravniki v tisti izjavi. Torej, to sem jaz tudi v pripravi na ta intervju, ko sem govoril z različnimi zdravniki, kot eno od argumentov slišal, o čem zdaj te spremembe. Predvsem pa takrat so se tudi teme korupcije omenjale, ki se danes sploh več ne omenjajo. Tako da tukaj je sigurno tudi, bi rekel, vprašanje, zakaj so te, bi rekel, skupine take, kot so. Sem govoril tudi z ljudmi, kot je Marko Jaklič, ki so pa bili v tej skupini in so izstopili, ker niso videli neke rešitve. Tako da bi bilo zanimivo tudi take ljudi v oddajo Faktor povabiti, da slišimo, kaj se v tej delovni skupini res dogaja, ker stroke ne manjka, torej tam so velika imena in dobri strokovnjaki. Vprašanje pa je, če imajo te strokovnjaki res to, kar sem jaz prej rekel, znanje prestrukturiranja, kako velike sisteme preoblikovati, kako kompromise definirati, kako bi rekel določene teme rešiti in slediti nekemu malo bolj sistematičnemu dolgoročnemu cilju. Tukaj pa je vprašanje, in to sem videl tudi pri drugih reformah v Sloveniji, da se zelo hitro stvari spolitizirajo, namesto da bi se strokovno reševale. Zdaj, Luka, večinoma so ministri za zdravje v Sloveniji zdravniki po poklicu, ta hip sicer ne. Imeli smo na začetku mandata te vlade situacijo, kjer je bil zdravnik minister in tudi predsednik strateškega sveta, ki je še vedno za zdravstvo. V vladi je zdravnik, tisti minister je bil celo podpredsednik vlade, predsednik vlade, ki je še, ministra žal ni več, je rekel, da s tem dajo posebno težo področju zdravstva. Zdaj, če te malo hudomušno vprašam, kaj se zgodi z vami zdravniki, ko greste ali pa ko gredo drugi v politiko, da začnejo čisto drugače razmišljati o zdravstvenem sistemu? Odlično pravzaprav vprašanje, ne želim na svoji koži to izkusiti. Ja, dr. Breclja jaz poznam kot izjemnega strokovnjaka. To je vrhunski onkološki kirurg, ki mu je res pacient vse.
vsakega bolnika, ki sem mu predal v roke, se za njega maksimalno potrudil. Kar pa se tiče zdaj tega in te podpore temu zakonu, pa ne vem, če sem zadosti kvalificiran, da na to vprašanje odgovorim. Skrbi me, v katero smer bo šla ta zadeva. Ne zdi se mi, da bo ta zakon pravzaprav korak v pravo smer. Zdi se mi, da bomo kar konkretno nazadovali na celi zadevi. Smo pa nekako zdravniki pravzaprav tule brez besede. Konstantno, recimo, nas ignorira Ministrstvo za zdravje. Težave nastajajo iz tega vidika, da enostavno, tudi če kričimo, nima nikoga, da bi nas slišal. Tu imamo pravzaprav te velike težave in zdaj pravzaprav čez par dni bodo sprejeli ta zakon, bomo samo opazovali, kakšne bodo posledice take odločitve. Andrej, čisto za konec, ker najbolj odgovorni ljudje v slovenskem zdravstvu, ki imajo tu škarje in platno v rokah, gledajo to našo oddajo, ta naš nocojšnji pogovor. So te Avstrijci dali slučajno kakšno konkurenčno klauzulo, če te slučajno pokličejo, lahko ti ponudiš kakšen nasvet, bi bil pripravljen sodelovati? Z veseljem, ker sem vedno, če je Slovenija imela večji problem, bil vključen. Tako da ali bi to Gorenje, ali bi to Mercator, ali bi to energetika, vedno sem pri takih projektih dal prioriteto, ker se mi zdi, da na koncu je to ključno za Slovenijo in tudi sam. Živim v tujini, če pa res hočem imeti dober nasvet, pa grem do slovenskega zdravnika, ga sicer plačam kot samoplačnik, ampak kvaliteta naših zdravnikov je tudi v primerjavi z švicarskimi, nemškimi, ki si jih tako, bi rekel, hvali, še vedno, bi rekel, razred zase. Veliko zdravnikov ni komercialno usmerjenih, ampak dela iz neke prepričanosti. Dam primer iz Dubaja, greš v bolnico z malenkostjo, greš pod polno narkozo, oni te takoj operirajo, zaračunajo in če bi šel z isto stvarjo od slovenih zdravnikov, ti sigurno ne bi tako dali pod nož sam za to, da bi zaslužili. Tako da ta, bi rekel, to vrstna korupcija je tudi korupcija za mene. Zdravnikov tukaj pri nas še ni. V tujini temu rečejo komercialna usmerjenost, ampak sigurno 90% vseh teh operacij, ki jih v Sloveniji naredijo, v tujini naredijo v Sloveniji, z drugimi metodami rešijo. V redu, nekaj optimizma smo dali gledalkam in gledalcem, zagotovo pa smo nalili čistega vina. Luka Puzigača, dr. Andrej Vizjak, najlepša hvala za vajino nocojšnjo gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj vlada bije vojno proti zdravnikom, že 1073. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali kulturna revolucija, zakaj svoboda revolucionizira kulturo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.